priložnost Slovenske matice na tem prekrasnem dogodku, ki ga smo danes organizirali skupaj z Talita-Kum zavodom Postojna. In ob tej posebni priložnosti, ko predstavljamo pesniško zbirko, predstavljam se tako, gospe Milene Kraševec. Samo nekaj besed o Slovenski matici. Slovenska matica je naše najstarejše kulturno in znanstveno društvo in druga najstarejša slovenska založba. Lani, torej leta 2024, smo praznovali 160-letnico obstoja. Ustanovljena je bila namreč leta 1864. Danes Slovenska matica še vedno sledi vsem načrtom, ki si jih je zadala v svoji ustanovitvi, in to je, da skrbi za znanstvene, leposlovne knjige, za besedišče, za terminologijo, prireja znanstvene in strokovne posvete o najrazličnejših vprašanjih slovenske družbe in kulture in seveda njene prihodnosti. Hkrati pa je založba, ki skrbi za izdajanje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih del in pa tudi prevodov z različnih področij, tako humanistike, družboslovja, naravoslovja, medicine in tehnike. Zelo radi hodimo tudi po vsej Sloveniji in seveda tudi po zamejstvu, kajti tudi to je ena izmed nalog Slovenske matice, da skrbi za stike z zamejstvom, da predstavljamo svoje delo in se tako približamo ljudem na vseh, tako na vseh področjih Slovenije, kot tudi v vseh starostnih skupinah. Hodimo od osnovnih šol, srednjih šol, seveda po različnih kulturnih društvih in drugih inštitucijah. No, v okviru teh svojih prizadevanj, da pa bi se približali vsem Slovencem in Slovenkam, pa smo v letu 2024 s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo zasnovali projekt, ki se je imenoval Knjiga me pomlaja, matičina medgeneracijska literarna druženja. In v okviru tega projekta smo obiskovali različne domove za starejše po Sloveniji in se posvečali predvsem literarnim temam. Obravnavali smo prozo, poezijo, dramatiko in kot končni produkt, recimo, pa je izšel zbornik del, ki so jih napisali udeleženci tega projekta in udeleženke. Ta zbornik je imel pomenljiv naslov, svetopisemski citat: Starost naj govori, vrsta let naj pokaže modrost. No in če bi v tistem letu, ko smo mi ta projekt izvajali tudi v Talita-Kum zavodu Postojna, gospa Milena Kraševec že tukaj prebivala, bi zagotovo bila vključena v projekt in tudi kakšna njena pesem bi bila gotovo že tudi v tem zborniku. Vendar takrat nje tukaj še ni bilo. Ko smo pa mi letos ta projekt nadaljevali in smo zasnovali projekt Knjiga me pomlaja 2, tokrat smo se pa posvetili predvsem jeziku, matičina jezikovna druženja so bila to, in smo ponovno v projekt vključili zavod Talita-Kum Postojna, s katerim smo res fantastično sodelovali že v prejšnjem letu, pa nas je tukaj gospa Milena Kraševec presenetila svojo vsestransko umetniško nadarjenostjo. Najprej smo bili res ganjeni, ko nam je kar na pamet zrecitirala nekaj svojih pesmi, potem pa smo ugotovili, da jih ima za celo zbirko, da ima ogromno opisov, svoj dragoceni zvezek, in jasno je bilo seveda, da tak zaklad, ki smo ga tukaj našli, mora doživeti tudi knjižno izdajo. Torej je kot recimo zaključek tega letošnjega projekta nastala tale pesniška zbirka, zaradi katere ste se vsi danes tukaj zbrali in seveda zaradi gospe Milene. In ta pesniška zbirka ne združuje samo njenih besedil, njenih pesmi, ampak tudi njeno likovno ustvarjalnost, kajti gospa je nadarjena tudi likovno, tako da smo skušali vse te njene talente predstaviti in zato zdaj ta zbirka nekako združuje njene izpovedne, razpoloženjske, priložnostne in pa praznične pesmi. In vse te pesmi nas opominjajo na pristen odnos do življenja, ki ga gospa Milena vse svoje življenje ohranja in se zanj prizadeva, in za vrednote, ki so pa temeljne, tudi če danes mogoče na njih pozabljamo. In prav to
je bil namen Slovenske matice, da se tovrstna besedila s takim pomenom in s takim poslanstvom ostanejo natisnjena tudi za prihodne rodove. No in seveda, gospa Milena se je že na kratko prvič zahvalila za to, seveda kako drugače, vsi, ki jo poznate, veste, z voščilnico. Tako da hvala najprej za to. Sedaj pa prosim gospo direktorico Talita Kum Zavoda Postojna za uvodni nagovor. Tako, lepo dobrodošli v našem skromnem zavodu. Eni nas že poznate, eni še ne. Ste nas mogoče danes prvič obiskali. Tako da lepo prisrčno pozdravljeni vsi skupaj in še enkrat dobrodošli. Tako da jaz bi najprej čestitala Mileni in sicer za pogum. Ker kot veste, je za Mileno ta dogodek ena zelo, zelo velika stvar. In kot Milena rada reče, jaz sem pa tako majhna in skromna in vsi jo tako poznate, da je skromna. In Milena, hvala za pogum in hvala vsem, da ste jo prišli podpreti. Ker tako je vse. Kot sem že rekla, vas pozdravljam v imenu Talita Kum Zavoda in prav tako vas pozdravljam v imenu naše ustanoviteljice, se pravi Družine Kristusa Odrešenika, ki je ta zavod tudi ustanovila. Kot vidite, imamo tudi čudovito kapelo, ki je spravljanje srce naše hiše. Tukaj molimo za vse vas in za vse nas in tukaj se imamo izredno lepo. Ne, Milena? Tako da ob tej priložnosti, ko imam pač dano besedo, bi se izredno rada zahvalila gospe Miheli Zavrcina. To je ta gospa tam, ki tiho čaka. To je naša socialna delavka, katere bi rada povedala, da tvoj trud je bil opažen. Hvala ti, tako da res hvala. In vsem sodelavcem, vsem prostovoljcem, vsem, ki so danes pomagali tudi ta dogodek organizirati, ker je velik dogodek, je velik zalogaj za tako majhno hišo. Hvala tudi Zariki. Gospa Zarika nas spremlja že 2 leti, danes je tudi moderatorka. Hvala Matici, mi smo zelo ponosni, da smo bili izbrani od celotne Slovenije, Talita Kum. Takrat sem jaz vprašala, kje ste nas našli? Hvala Bogu, da ste nas našli. Tako da se zahvaljujem tudi prijatelju gospe Milene, gospod Edo Šega, ki je ogromno tudi prispeval, da je vse skupaj in se je izdalo in glede organizacije dogodka ogromno pomagal, tako da hvala Edo. Zahvaljujem se pa tudi vsem nastopajočim, ki boste danes nastopili, se pravi pevke iz Društva upokojencev Loška dolina, tako da kar pogumno, naši sestri Luciji, ki tako lepo igra na orgle, predstavnici Družine Kristusa Odrešenika, tudi vam hvala. Tako da ne bom več dolgo vezla, dajmo uživati v tem popoldnevu, v tem čudovitem literarno-pesniškem dogodku. Tako da hvala vsem in vsakem posebej. Hvala lepa direktorici, ki pa seveda je zaslužna za to, da je ta zavod imel posluh tudi za našo pobudo in da ste nas sprejeli med medse, tako da hvala tudi vam vse. Zdaj prosim, da bodo predstavili vse, ki bodo danes nastopili, od vseh, ki bodo nam z glasbo popestrili ta dogodek, kot oba seveda moja sogovornika. Preden pa začnem s pogovorom, pa bi namesto predstavitve avtorice, ki sem prepričana, da jo danes seveda tukaj vsi poznate, in kakšna podrobnost iz njenega življenja se vam bo še razkrila iz današnjega pogovora, ampak da najprej gospod Edo Šega prebere svojo pesem, ki je posvečena Mileni in nosi naslov Milena, umetniška je duša, ker v tej pesmi jo res krasno in zelo duhovito predstavi. Milena, umetniška je duša.
Milena, naša umetniška duša, na polju rime tudi se skuša. Pesmi njene bogate so vsebine, to vedo skoraj vsi iz naše doline. Rojstnodnevne in slavilne ode, poslovitve in vse druge zgode, vse to nje nikoli nič ni tuje, pesnitev se stavi čist brez boje. Izpod njenega peresa nas čestokrat pretresa vsebina njene rime, ki prijetno se nas prime. Če ne edina, pa je ena redkih, ki še voščilnice pošilja, sama jih nariše in besede v rimi spiše. Nekaj 100 voščilnic vsako leto, vsaka od njih narisana zavzeto, ob risbi pa pesnitev za vsebino, ki se jo vsi zelo razveselimo. Vsi bi samo tikali po netu, se pogovarjali po spletu, kje smo izgubili običaje stare, kam odšle nekdani so na varu. Milenka tako nas opozarja, da se prijateljev ne zanemarja. Zakaj zamrli so osebni stiki in namestili so jih internetni kliki? Po dnevu polnem dela, ko dolino tema je zajela, zleze v posteljo v kmečki izbi, vzame čopič in posveti se risbi. Riše na papirju malem, veje vrh potoku zalem, na obrobju gozda srne prave, okoli zajčkov rožice in trave. Ko po deščicah svoj čopič lije in ustvarja nove umetnije, porajajo se duhovite skice, topanjske so končnice. Če samo slikarsko bi se posvetila, bi naša druga Ivana Kobilica bila. In po noči, ko je mrzla zima, rojeva se ji tudi dobra rima. Če še enkrat bi želela, rada bi enako se imela, za kraški družini bi služila, dekle za pomoč jim bila. Tako pred leti je odgovorila na vprašanje, kako se njena pot je bila, naj še dolgo stane naša dobra vila, ki bo naše duše bogatila. Hvala lepa. Sedaj pa seveda dajemo besedo gospe Mileni, ki je današnja osrednja osebnost v tej prelepi kapeli. Gospa Milena, najprej začniva z vašim otroštvom. Kakšno je bilo vaše otroštvo in česa se najbolj spomnite? Kje ste živeli? Živeli smo v Vrhniki. Družina, očeka, mama, pa 5 otrok. Ali tega ata v zboru. Je pa mama ostala praznih rok, ja. Takrat je tata živel, smo imeli vsega, ampak s tistem smo vse svoje pojedli, in kotiček, in njive, in gmajno, in bajto, da bi se rekli brunarca, in vrt velik. Koliko je pa vse to on pokupil, da smo imeli siti, pa je umrl. Mama je pa ostala spet na otroke. Ne, še najstarejša je bila stara 14 let, najmlajša pa 9 mesecev. Rekla, ker pa je umrl, pa leži tam na parah, pa pravi stara mama, ki je na vroču držala 9-mesečno punčko, pa pravi, joj, ko vsaj tega otročeta ne je vedlo. Čez en čas, pa mama prime tizgo otroka, pa ga stisne k sebe, ljubi otrok sem, da imam jaz tebe. Jaz sem bila stara pa 5 let tistkrat in je mama pol tiste 3 starejše mogla dati za pastirčke, toliko ljudi jih je ponujala. Jaz sem bila pa pol 3 leta z mamo pa s sestrico životarile smo, se ni bilo več. Na njive je hodila, jaz sem pa pol že poleti lahko
punčko vodila za sabo, to ne vloko, da je podojila jo mama. To je bila mama in prašna in umazana in vse, ampak zdaj se pa ne gulje, pa tako. Jaz sem bila že sama potrebna varstva, sem bila 5 let stara, ne pa 6, pa 7, pa sem pa že v šolo začela hoditi. Je pa mama nad dni, ne, punčka je bila, pa še sama doma. Jaz sem v šoli bila tistkrat, pa je bilo pa, ko nisem šla, tudi nisem dosti znala. Za obleš tudi ni bilo, pa za obut tudi ne. 3 leta smo tako živeli. Mama je šla na žurnade sicer, ampak je prinesla pod večer isto kruh, ko bi ga mogla sama pojesti. Ja, ko bi ga mogla sama pojesti, pa smo pa njesti tiste skodje suhe čakale. Prej smo pa po vrtu hodile, pa v Špajc šle, pa je bilo škornici, koruzna moka, pa v enem lončku je bilo malo cukra, pa smo prste močile, pa smo tisto pojedle. Tako da je pa občina zvedla, da tako ne more jeti, so nas zdaj prozavod. Tam smo pa dobro živeli celo vojno. Ja. To ste bili pa pri sestrah v Smiljenkah, v Ljubljani? V Smiljenkah, ampak so bile res v Smiljenkah in sem bila zadovoljna, jako, snega hvala Bogu, da smo bili tako revni, da sem se kaj navadila živeti. Omenili ste kruh, ki ste ga čakali. Mogoče je to zdaj primerna priložnost, da poveste svojo pesem. Ne vem, da jo znate na pamet, ali bi jo raje še prebrali? Aha, no, potem pa kar. To je pa pesem z naslovom Kruh. Je bila pa enkrat ena rubrika v kmečkem glasu, da ste kaj od kruha pisali. Jaz sem tisto videla, pa sem rekla, joj, od kruha bi pa res lahko napisala. Jem ga rada, lačna sem ga bila mlada. Pa sem pa, tu je bila moja 3. pesem. Prvo sem napisala doktoru Lepo zdravniku, ko je bil tak enkraten, pa je še po penzijo in hmalo umrl. Drugo sem napisala tete Marice za rojstni dan, ki je imela 90 let. Pa sem pa to zasledila v kmečkem glasu, sem pa tisto napisala in oddala. Rečeno pa je bilo, da bodo najboljše pesmi nagrajene, najboljše pisanje nagrajeno. Pa nisem jaz nič na tisto mislila, ampak na petek sem oddala, na sredo je že v kmečki glas išel, sem šla gledat, pa je bil naslov Kruh, joj, spodje, pa Kraševec Miljena. Sem rekla, bolj v petek smo rekli, rivalbi, pa pravim, kruh je vzdešču. Pole, od tiska tajta naprej sem pa dobila veselje, zato sem dobila precej veliko nagrado. Je bom zdaj pa povedala. Mama, daj nam kruha. Kolikokrat je to slišala, a delala se je, kot da je gluha. Čez čas smo razumeli, zakaj je molčala, ker ga ni imela, da bi ga nam dala. Kje ne bi ga vzela za vso podmlad? Njen mož naš oče je umrl, ko je bil še mlad. Mama je ostala praznih rok, zapustili je le dolg in nas 5 nepreskrbljenih otrok. Mi pa kot otročak brez glava, da naj da nam kruha, od nje smo zahtevala. Nato
to je mama s solzami v očeh starejše 3 otroke za pastirčke ponudila pri ljudeh. Med 2 z najmlajšo sva pa doma životarile. Kruha nisva poznale. Reče mama, od svoje malice prinesla ga jezdnine. Ob večerih sva jo čakale zunaj na klopi. S vprašanjem, če je prinesla kaj kruha, sva tekle in naproti. Na tega moje punčke note, kako nama je še v slast? A nobena ni rekla, oh mama, veš, ta kruh je bil zate. Potrebne kruha in neželjne drugih dobrot je zato občina zvedela in da jo poslala v dom sirot. Uboga mama, kako je trpelo njeno srce, ker svojim otrokom ne bi dala samo kruha, a ker nič ni imela, še naju so vzeli od nje. V domu sva z vso odskrbo preživela v svojni čas. Škoda, da tega mama ni vedela, da vsaj zaradi naju ne bi bil zaskrbljen njen obraz. Po vojni nas je pa vse otroke k sebi zbrala, ni se pa vprašala, kje bo kruh, da ga bo nam dala. Zato smo šli kmalu za Nemca k sebi. Mamo smo potolažili, veš, prinesli ga bomo tudi tebi. Zdaj ga imamo vsi dovolj in ga radi jemo, srečni in veseli vsi, da ga sploh jesti smemo. Spoštujemo ga kot takrat, ko ga nismo imeli, ampak tudi druge, ko smeti metati, ne bi smeli. Hvala lepa. V vseh pesmih, v veliko pesmih, opevate tudi svoj rojstni kraj, Vrhniko pri Ložu oziroma celotno Loško dolino z nekdanjimi mlini, ki jih sedaj ni več. In to je tudi vaš pogost slikarski motiv. Gotovo ste obiskovalci danes videli tudi razstavo slik, ki je pripravljena tam pred vhodom. V Loški dolini ste preživeli večino svojega življenja. Zanima me, kako ste se po vojni vrnili v te kraje in kako ste si potem ustvarili dom? Ko je vojna bilo konec, je agrarna reforma dajala kmetija na Štajerskem revnim družinam. Pa so šli, je pa tu mama zbrala nas vse tja, da smo šli. Bili smo 4 leta tam, vsaj jaz sem bila samo 4, pol je pa meni sestrično tukaj umrla v Loški dolini. Je pa teta prosila mamo Ljubarja za eno imeno Mileno, da se bom ničkajno potolažila, 19 let je bila stara hčerka, kakor jaz. Pol sem rekla, ne bom šla. Je pa brat se poročil, celo nikakva ženska. Pa sem se bala, da bo mama, da je bila taka pohlevna pa mirna, da bom imela težave z njo, pa sem se mislila, da sem jaz na sredin, sem rekla, neč ne bom šla, ne bom. Pol je pa teta ni dala mira, je pa rekla, da je norija sem vsaj za 2 meseca. Pa mame se je zasnila, pa je rekla, no pa kaj, za 2 meseca pridi. Pa sem jaz lepo pa flipno ostala v Loški dolini, 14 dni sem bila prvi v Solovnici. Pa je prišla njihova sorodnica, pa je vprašala Milena, pa bi šla ti, služek, ali pa ga. O, sem rekla, pa ne bom šla, vsi naci so šli žili, jaz pa že ne bom. Pa so me pustili pol 4 mesece. Pol je pa hčerka, hotela je pa v službo, se je bila že prej, ampak je mogla domov priti za nazaj.
To je šla njihova mlinarca, se je poročila. Pol je pa najkazalo, še enkrat so prosili, pa dajte tisto punco vsaj pokazati, pripeljite, če že neče priti. Sem pa prišla tja in čez 2 dni tam nastanila se in lušno me je bilo vse skozi. Me so rekli, da sicer da sem strašno naumna, da tam delam cele dneve, da bi šlo v tabako, sem naumna. Sem si mislila, če sem naumna, sem nič narežeš naumna. Bi mogoče nam povedali tudi pesem Loška dolina? Aha, se jo lahko pa tukaj v knjigi poiščeva. Marsikaj bi lahko od nje napisal vsak, kajti to je kraj tak, da drug muzej pa ni enak. Že v otroštvu me je iz družine beda pognala v svet, usoda je hotela, da sem se nazaj vrnila spet. Vrnila v Loško dolino, na to rodno grudo, ki jo ljubim srčno, česar ne doseže roke, pa poboža oko. Pogled se nam vsem ustavlja na vrhovih gora, s katerim obdana dolina je vsak. Kaj se nam ta gorati venec nudi? Les, drva, denar, kras, zdravilo in zavetje tudi. V dolini je posejanih mnogo vasi, 6 celo na gričih stoji, sledno vas pa cerkev krasi. Od vasi do vasi nas asfaltna cesta vodi, tudi elektrika nam sveti posodi, da ne omenjam še Blagorov o vodi. 2 potoka v vrha se po dolini vijeta in njivo se naredili za jetje, da zdaj vsaka hiša vodovod ima. Veliki vrhi nekoč poganjajo žage in mline, velika potreba doline, na vse to imamo starejši le še spomine. Pomembne so tudi zgodovinske znamenitosti, ki v dolini malo ni, ponaša pa se tudi z znamenitimi osebnostmi. Da je zemljica rodna ni preveč plodna, da bi nas nahranila, kolikor nas poživi, zato so zgradili tovarne 3. Zdaj v dolini pravo ugodje za ljudi, vsak si lahko hišo zgradi, pred hišo v avto stoji, res čudno, če še kdo iz doline beži. Mene z leta ne bi spravil tot. Iz te doline prepojene lepotni dobrot in zaščiten od naravnih nesvod. To ni pesem, da bi jo pil le pripoved, da bi jo užel in izcimil iz dne ljubezen do rodne zemlje. No, sedaj pa prosim pevke, ki so danes z nami iz Društva upokojencev Loška dolina, da nam zapojejo še pesem v Loški dolini. Prosim. Ko zlato sončece, prečene meglice, Loška dolina spet pokaže nam lice, z vrha snežnika pa vetrica piha, daleč razlega se svetega Jurija zvon. Od loža pred Markovca vse do Podgore so lepe vasi, ki dolina premore. Od starega trga pa do grada Snežnika, vasice dolini naš
najlepša na svetu, dolina je ta, za tiste vse, ki smo tukaj doma. Od Loža prek Markovca, vse do Podgore, so lepe vasi, ki jih dolina premore. Od starega trga pa do grada Snežnika, vasice dolini naši so v ponos. Najlepša na svetu, dolina je ta, za tiste vse, ki smo tukaj doma. Najlepša na svetu, dolina je ta, za tiste vse, ki smo tukaj doma. Za tiste vse, ki smo tukaj doma. Hvala lepa. No pa nadaljujva s domačijo, kjer ste dolga leta živeli. Rekli ste, da ste šli delat k Adolfovim. In tukaj za nama sta prižgani dve svečki, ki smo jo prižgali v spomin na vaši dve gospodarici, na gospo Marico in gospo Gabrielo. Pa povejte, v kakšnem spominu jo imate? Najlepše, tako najprej vedela, ne bi se menala za nič na svetu, kamor drugam je, ko je prišel enkrat novinar, gospod Silvo Tržek, pa je rekel, med drugim, kaj je pa naredila, če je bila še enkrat mlada. Da se nekako v zavod prišla, tako tam sem se navadila živeti. Tako v zavod, tam so šli bogati, jaz sem nekako neka občina, rdeč skrbil, ne vem kaj. Pa tam je vladna reforma dajala po vojske v kmetije na Štajerskem, smo pa letja šli, tam sem se navadila delati. Pa šla pa bih tako sam s to razliko, takrat so oni mene izhali, zdaj pa je smeh. So bili pa izredno čudoviti ljudje, vsestransko. En drugega smo cenili in tako je šlo Alpino naprej 72 let. Ko je imela gospodarica 90 let, sem pa se mislila, zdaj bi pa res mogla kaj napisati, ampak je bilo to druga pesem, prva je bila Zlato Botrovnika, pa je bila pa še, pa je bila pa za njo, pa je bil pa kruh, ja. Ampak sem pa tisto pesem, ali kaj je v voščilju res napisala, da bom prebrala, ko bodo prišli voščilci. Pa so mi pa same štinili ljudje, pa nisem tale še učiteljica vmes, sem pa bojo napake štela. Sem pa drugi dan njim prebrala, pa pravi, ko je bil res rojstni dan, drugi dan, ampak je rekel, zakaj pa nisi včeraj to prebrala, sem pa zato povedala. Pa sem pa njej sami prebrala. Je bila zelo vesela. Jo bom pa vam povedala, bo pa vsem vam nucala. Danes je 90 let,
kar razveseljujete svet. Gospa, zlato naše, najlepši cvet, Bog jim daj prištet še mnogo zdravih let. Marija, saj ti nas usliši, se vidiš, kaj gospa so pri hiši. Vi ste nam blagostanja, zadovoljstvo, srečno, veselje. Kdo se ne bi menil za tako življenje? Ste kot carja, ki se zjutraj smehlja, tako da brez vas pri nas bilo bi mraz in tema. Tako nam pa kot luna svetite vi in kot na soncu se ob njih, ob vas ogrevamo vsi. Neprecenljive so vaše vrline, dobri, skromni, mirni, potrpežljivi, pridni, majhni, a veliki in mogočni kot hrast, da nihče vas ne more dorast. Saj sama dobrota z vas veje, ljubezen delite brez meje. Z njo vsakega objamete srčno, tako da bi skupil nad vami sovražnik moč vso. Zares ste kot mati Marija, ki je s svojim plaščem nad vse ogrnila. Vi niste tudi mati samo 2 otrok, kolik jim vedi ga Bog. Se vas je vedno oblegal v revežev krog, nobenega pa niste pustili praznih rok. On se tudi odješa vedo, kamor se pojavi mi poreče kdo. Lepo mi pozdravi Gospod, aj ti to bitje pa res je zlato. Hvala Bogu, da sem njih bližine, da sem vaše bližine tudi jaz deležna. Za vse sem vam hvaležna. Za ta praznik vam vseeno nisem nič kupila, samo nekaj vam bi rada obljubila, da po vaših stopinjah bom hodila. Gospod Šega, vaše življenje je že od vaše rane mladosti povezano s gospo Mileno. Prosim, povejte nam, kako ste se vajeni poti na domačiji pri Adolfovih križali in kako ste jo vi videli z otroškimi očmi? Zdaj si pa jaz pomagal s pisanjem. Moja mlada leta pri teti Marici v Vrhniki, to je bila moja stara teta, so tesno povezana z Mileno. V družbi sestrice Toške in sestrične Magde smo bili močno vpeti v kmečko življenje z dnevnimi zadolžitvami in radostnim druženjem s sovrstniki na vasi. Leta 1951 nas je zapustila dekla Angelca, ki je služila pri Adolfovih, in je prišla 19-letna Milenka. Pridna, vsem predana kmečkim pravilom, je bila velika opora gospodarici Marici, moje teti, ki je prerano izgubila svojega moža. V štale je bilo govedo, konjiček, svinjako prašiči, kurniku kokoši, večji del skrbe je padlo na Mileno. Tudi moža in vsakodnevno napajanje živali v rečici v vrh, ki je nekoč poganjal staro žago, sedaj pa 4 mlinska kolesa. Glavna milenilca je bila Marica, često pa je pomagala tudi Milena. Poleg tega pa so delo potrebovali tudi njive, travniki, gozdovi. Verjetno nisem naštel vseh Milenih zadolžitev, ampak pri vsem tem je Milena vedno našla čas za nas otroke, nas podsaklala, nas podbudila za vse, kar smo počeli, predvsem pa nas je ogromno naučila opravil in del, ki moram reči, da so mi prav prišle skozi celo življenje. Jaz sem bil bolj tehnične narave in sem bil ves vesel, če smo peljali žito v Igo vas, da so ga tam omlatili. Spravil sem se na vrh voza, Milena je peljala s konjičkom Postja, ali pa če smo šli na travnik grabiti seno, ga metali na voz, pa mi otroci smo skakali po vozu, da smo ga tlačili in tako dalje. Teh kmečkih opravil je bilo cela vrsta in strašno zanimive so bile. Če sem se pa ta trenutek spomnil še enega detajla, pri mojih 10 letih me je prijelo, da bi tudi jaz pisal kriminalke.
ker sem čital z Litorepca, Lakotnika in Trkonjo, ne. In bili mi rekli, imaš zvezek, pojdi, in sem pisal. In je strašno mi žal, da je ta zvezek izginil iz mojega življenja, ker bi bilo zanimivo danes čitati to kriminalko, ne. In takrat je že ona tudi pokazala svoj smisel za kulturo, za pesnikovanje. In kaj če mi še lepega povedati od njej, da so me strašno zanimale stope, to je poseben, rekel, mlin, ki lušči Špren. In to sem občudoval, kako to gre, se da ona pa s tem delala skoraj vsak dan. Tukaj za našimi hrbti moram še omeniti tale pano, krasen s fotografijami. To so fotografije krajev Mileninih iz njenega življenja in dogodkov iz njenega življenja. Prav za ta današnji dogodek je ta pano pripravil gospod Šega. Omenili ste tudi že kar nekaj opravil, ki ste jih vsakodnevno počeli. Tudi v svojem kratkem življenjepisu, ki je v tej pesniški zbirki objavljen, ste zapisali, kako radi ste delali na polju, v hlevu, kako vam je bilo to bolj všeč, kot če bi šli delati v tovarno, kot ste rekli. Pa me zanima, kakšen pa je bil vaš odnos do knjig, do branja? Gospod Šega je zdaj povedal tale zanimiv detalj, kako ste že otroke spodbujali k temu, da naj pišejo. Vi sami ste radi hodili v šolo, ne? Rekli ste, da niste radi šole pustili, ko ste morali delati. Kako so vas knjige spremljale v vašem življenju? Ja, to je več šlo. Zato, ko sem mogla delati. Zvečer pa, če sem začela brati na odstavek, pa sem bila že tam drugje. Ne, res ne, nisem take drobčkane knjige sem prebrala, ampak že ne vem naslov vseh. V glavnem Ptički brez gnezda, vem, da sem ta prva. Pa ne, take majhne sem prebrala, drugače pa ne. Zato, ker sem pa začela pa tisto pisati, pa risati, pa ni bilo časa za brati, podneve delati, za ponoč pa sem pa tiste obveznosti delala, predvsej tistih voščil, pa kaj narisati, pa ne. S knjigami se nima kaj pohvaliti. No, ampak v vaših pesmih velikokrat odzvanjajo razne metafore ali pa tudi kakšni verziji, Prešernovi, tako da ste gotovo imeli stik tudi z... Rada posluhana in, ampak se pravi, več kot toliko tudi ne, res ne. Zato me je bilo glavno, kar tisto delo. Zvečer sem se ulegla, pa sem rekla, sam da je bilo delo narejeno, pa živina sita, pa jaz, pa je bila, drug dan pa jo bo na novo. Ampak očitno, kolikor je bilo malo časa za to, pa je vseeno pustilo v vas en velik vtis, tisto, kar ste... To je videti iz vaših pesmi. No, pa me pa še zanima, gospod Šega, že omenili ste, kako se je lepo obnašala z otroki. Pa mogoče še kakšno anekdoto poveste o tem, kako se je ta odnos gospe Milene do otrok kazal. Kot sem že prej rekel, z sestrico Doško in sestrično Magdo, smo bili trojček tam pri Adolfovih, seveda smo bili polno prijatelj tudi v vasi in nam je prišlo na uho, ki je noro in super spati na sedem, ki je pa pokledaj, ta Marica, ne ta Marica, kot je bila že, tega govori Marica, ja, ta Marica, seveda, ni šanse, ki pa. In brata, ki so običajno niso zaklepala, so bila zaradi nas, da ne bi popegnili in zvečer lepo zaklenjena s takim grajskim ključem. Mislim, da ne bom trdo, ampak da je imela Milena prste zraven, da je en večer so bila vrata odklenjena. Imeli cp, do sosedovega skedna, še dva prijatelja od tam, Leon pa Franci, in smo šli lepo spati na skedr. Kaj je bilo to? To je bilo danes, ko da ste poklonili imperarja nekdo. In potem proti jutru v zdanice začne pežno hitro, da nas ne bojo vljubili.
in hitro nazaj in svoje postelje in spimo, zjutraj vstanemo, kaj hujšega, vsi bolani. In teta Marica je bilo grozno, kako čuva bi me mogla, Mileni grozno, čuva bi nas mogle, mi pa polni ošpice smo dobili vsi. Klicali so zdravnico iz Starega trga, zdravnica je prišla do tam in vsi tiho, ne. Na koncu nas je razkrinkala, da smo to od sena popikali, ne pa da imamo. Imam kar še eno vprašanje za vas. Kako pa ste vi prepoznali to umetniško dušo v Mileni? Kaj vam pomenijo njene pesmi, njene slike? To je tako, večno sem seveda sledil, ko sem bil še majhen to, ne. Kasneje so imeli neko pauzo, ker sem jaz živel v tem Ljubljani, sem šel v šport in to ni bilo časa biti toliko na deželi. In prišla so pa seveda tudi moja kasnejša leta, 60. leta in največje presenečenje v mojem življenju, Milena in Gabriela, njena zadnja gospodarica, sta mi poklonile eno krasno sliko. Od zunaj je tista največja slika pred vratmi, ki je vredna vsakega umetniškega slikarja, sigurno ne. In za tistim pa se je zbudilo v meni interes, zanimanje, kaj bi se pa dalo okoli tega risanja Mileninega storiti, ne. In počasi, zelo počasi sem začel. Ja, to je pogled iz Adolfove hiše na jez, ki je gnal žago in mi in naprej na Snežnik. In to velika zadeva in to z vodenimi barvicami ni hec narediti. No in potem sem razmišljal, pa se je mogla že več teh slik narediti, seveda, ne. Zraven, da je pesnikovala, smo vedeli zato, ker smo dobili za vsak praznik, novo leto, Veliko noč, njeno voščinico za verzi in za slikico, ne. In zadnje, kar je pa, bi rekel, prelomilo meni želja potem, da začnemo zbirati njene, se pravi, pesmi in slike, mi pa privleče iz sobe eno odsupljeno obledelo knjižico, neke otroške igre in notri njenih 43 ilustracij v tisti knjižici. Potrudili smo se pa tisto knjižico s mojim prijateljem, ki je tam zadaj istokom, jo obnoviti in smo prišli potom s to obnovo do njenih 43 slik, ne, ki sicer niso so ki omenjene v tej knjigi, še nisem gledal, ne. No in zatem pa seveda je v meni skozi gledalo želja, da se nekako pride do knjige o njenih pesmih in knjige o njenih risbah, ne. In kako je lahko ta pregovor resničen. V vsaki nesreči se nekaj dobrega zgodi. Ko se je nesrečno poškodovala, ko je šla k svojim prijateljicam Kurnik, ne, zelo težko ranjena roko, so jo peljali na urgenco, z urgence domov, od doma je bilo slabo, spet nazaj in potem na infekcijsko kliniko, kjer so jo res po enem mesecu, mislim, da prav govorim slednje, da so jo, ko bi rekli, spravili nazaj življenje, začela hoditi, se veseliti in pravi nekega dne sem vprašal, kam bi pa šla zdaj, v kjer dom, in so našteli 3 domove in ko je bil dom Talita Kum, se je takoj odločila sekundi. In posledica danes mi govori, da je v nebesih. No pa prosim sedaj še pevke, da nam zapojejo pesem Simona Gregorčiča, Zakrivljena palica v roki, za tak lep glasbeni premor. Zakrivljeno palico v roki, za trakom pa šopek cvetlic, ko kralj po planini visoki, pohajam za tropom ovči.
za muhe mi ljudske nima. Naj drugi okoli po sveti si iščejo slave blaga, jaz hočem tu gori živeti, tu sreča, tu mir je doma. Ne palice svoje občaske, za žezdo kraljevo ne dam, in rajši od krone cesarske cvetlice na glavi imam, in rajši od krone cesarske cvetlice na glavi imam. Ja, gospa Milena, vi pa ste raje kot kraljevo žezlo prijeli v roke pero ali čopič. Pa me zanima, kako ste vi se počutili in kako se še zdaj počutite, kadar pišete ali slikate. Ali je občutek enak? Imate mogoče pisanje raje, slikanje raje? In kaj vas motivira, da neko določeno pesem ali pa sliko ustvarite? Delam oboje enako rada. Zgoditi se pa mora nekaj, da lahko napišem. Nimam nobene fantazije, da bi rekla, da sem se nekaj izmislila pametnega. Če oboje rada delam, ko gre pa časa, čas ne. Ne, nič kaj posebnega za to. Rada delam tole oboje, pa kada imam čas. Po noči je najbolj lušno, ko manj nič ne veže. Če po dnevu kakšno reč za dodelati, ko se je na delu, pa so je bili pa daj no, zdaj pa nisem mogla, takle delala z mano, sem vedela, kaj moram drugega delati. Nič. Jaz pa če se moram tega vtakniti. Mi vsi in vi poznate Mileno, da je vsak, ko je prišel malo stisko, ali je bilo to rojstvo, ali poroka, ali tudi ločitve, ali kakšne obletnice, pretekel, gledajte, Milenka, prosim, napiši nam eno pesemco, da bom voščila lahko ne. In nikoli ni rekla ne, kar jaz svojim življenju ne. In vedno je znala za vsakogar, pa tudi, če ga ni dobro poznala, zadeti tisto bistvo, ki je njemu pritikalo. V tem je pa ona fenomenna, da zna vsako osebo opisati res v tisti pravi, resnični, lepi luči in hvala ti za to. Povedali ste že, kako se je začelo vaše pesnjenje. Nekako spontano, ko je bila priložnost, se je v vas porodila ideja, da bi napisali pesem. Kako pa ste začeli slikati? Kdaj pa tega pa niste nikjer omenili, kako se je pa začelo to vaše likovno ustvarjanje? Vse skupaj, v Ljubljani sem v šolo hodila 2 leti, pa nam je Dobrotnik pa spomenitske knjige kupil, pa smo se tisto podajali drugega in tiste več zapisali, risali. Pa vem, da sem eni narisala enega ptička, joj, kako je lepo, pa da še meni. Pa sem tisto risala. Pol je bila pa v šoli, pa pobuda, da bi kaj proste listve pisali, da bi šli na steno. Pol kaj sem narisala, sploh ne vem, ampak Dana je bila zraven Gabrielčič Letke, resno je igrala tista takrat. Pol. Pa sem, ampak od nje je bil
oče arhitekt, jo je on naredil. Kaj sem pa jaz narisala, nič ne vem, sam meni se je dobro zdelo, da je tam zraven. Zapisajne je bil po teh tako, tiste verze smo si prepisovali in tako in naprej. Pol je pa stisba pa kar notalo, da se je na kakšen papirček še kakšno stavk napisalo zraven. Pa sem tisto potikala tam en zvezek, ki je imel platnico nazaj. Vse tisto pa se skrb zgubilo, ampak pa sem pa kar tisto najprej napisala za zobozdravnika. Pa sem je pa kar jaz ne vem, za hotelu, da bi še kaj se spomnila. Tako kot je gospod Šega rekel, ste povedali, da so se vam zdaj zgodila nebesa, ko ste tukaj v domu Talita Kum. Ali imate sedaj kaj več časa? Lahko kaj več napišete, naslikate? Več me ni treba, kaj prosim, narediti na noca. Ja, res je tako, dopoldne smo kar nekaj zaposleni za vse slota. Pa telovati, pa tisto pogovore, pa petje, pa kosilo, pa neče. Ja, popoldne, pa če bi šla, da se malo zbernila po potli, je pa pric po 4 ura. 6 pa že spit večer. Ne vače pa tako zabavno, nobene pritožbe, vsi so prijazni, hrana je fina, za dostjo imam, jaz ti rančka in nosim, ne za jesti. Kako pa ste se počutili, ko ste zdaj prejeli to svojo pesniško zbirko? Kakšni so občutki? Važni so občutki. Zira sem se. Mislim, pa kaj se to zmišljajo. No, ali pa drug strani pa dobro, da se ne tako bude. Se sam človek tako meni. Ne, počiščena sem s tem, ker sem bila zmeraj na tleh, ampak bom tolik še nička na ostalo. Tako, pridni ste vsi vi, druge, ki ste tu prispevali k temu, kaj naj te prvo rečem, pa greh. Pa je pa tisti, drugom vsem pa rekla, tudi sem naenkrat, zato pa bilo preveč vsake posebne. Tako pa bil tako, kar je naška ohtat, ko so vsi najbolj najšli. Nič ne vem, kaj je bilo zdravo. Ste že imeli kakšen lep odziv? Je kdo že prebral ali pa prelistal vašo zbirko? Ali je to bila še skrivnost do današnjega dne? Kako je prebral? Če je že kdo. Da je svetlo name, to še skriva. Da bodo pohvale bodo šele zdaj sledile. Ja, gospod Šega, prej ste omenili, kako ste že dlje časa razmišljali o tem, da bi morali tako knjigo objaviti. Zakaj pa se vam je to zdelo tako pomembno? Vam je tudi zdaj neko poslanstvo izpolnilo s tem, da ste vse to pomagali pripraviti, da ste vse zbrali in tako zelo sodelovali pri tem? No, bomo do zadnje začel. Jaz bi se lepo zahvalil, da se ta želja izpolnila, prvo gospe Zareki, obe Maricama iz doma, ena Marica je direktorica, druga je, govorimo, da je mentorica od Milene, Miheli, socialni delavki, Matjažu, upravniku in celi ekipi, ki
res diha z dušo in telesom z Mileno. Ne. In to je tudi pripomoglo k temu, da je pričela, da je ona razkrila svoje zaloge knjižic, kjer so bile napisane njene pesmi, kjer lahko izredno občudujemo njeno pisavo tudi. In vsebino teh pesmi. Jaz vem, da je vsaka pesem posvečena nečemu, ni kar tako, da se nekaj z mislo na levo nogo stopu pa nekaj napisal. Ne. Ampak vedno ima nek moto, ampak ta moto je vedno pozitiven. Tudi če se kaj hudega zgodi, je ona znala v pesmi tolažati ljudi, jih prisluhniti in biti izredno prijazna do vsakogar. In te prednosti težko danes srečaš v tem svetu. Mene so, bi rekel, pritegnile, tako, da sem na koncu še začel malo pisati pesmi. Ja, zdaj se počasi že bližamo koncu današnje predstavitve, pa bi mogoče za konec še eno prekrasno pesem Milenino prebrali, ki je ena sama metafora. To je pesem Prebujenje. Zdaj, jo boste vi prebrali mogoče? Vi jo lahko poveste? Super. Zakaj bi se se začelo, jaz sem bila že 60 let stara, sem začela tisto pisati. Pa ko je bilo pa nagrajeno tisto, ja, ko je bilo pa nagrajeno, sem bila pa veselja, sem začela pa res pisati. Pa se spomnim, da sem enkrat zaključka škola, pa pravim, so bi lahko kaj res se zmislila, kakšno reč. Pa sem pa začela Prebujenje, sem se zmislila naslov, pa sem pa predolgo sem spala, da me ni nekdo zbudil, še zdaj bi dramala. Saj kaj bom imela zdaj od prebujenja, ko pa stojim na pragu jesenskega življenja. Moje pomladne sanje so kmalu bledele, kot ptica z narave so nekom odletele. Ampak ptice se bodo vrnile nazaj, že vedo zakaj. Jaz pa na prahu stojim, oči si manem in strmim. Ne vem, ali je res, ali se mi samo zdi, da z dreves že listje leti. O, res je res, vse sem prespala, nisem žela, ne sejala, tako da praznih rok bom jaz ostala. Kaj lahko še napravim? Nič drugega, kot listje pograbim. Pa še pohiteti moram, ker bo zima zdaj tu, potem vse cvine brez slepa. No, mislim, da tudi ta pesem sama po sebi pove, zakaj je bilo tako pomembno, da so pesmi Milene Kraševec prišle, našle svojo pot v knjigo, bile objavljene v samostojni pesniški zbirki, kajti Milena Kraševec ni ostala praznih rok in ne bo ostala praznih rok. In njen duhovni svet ne bo izginil brez sledu, tako kot pravi ta pesem, ampak bo obogatil še mnogo ljudi. Za konec pa prosim pevke še za pesem Roža na vrtu. Roža na vrtu zelenem cvete, pride tja kroži veselo dekle, rože
lepa. Z rožicami smo prišli tudi še do enega pomembnega trenutka današnjega večera. Kot verjetno veste, zakaj smo današnji dan izbrali za to predstavitev knjige na predvečer pomembnega praznika. In zato najprej prosim še gospoda Šego, da pove svojo pesem, ki jo je napisal gospe Mileni ob njenem jubileju za rojstni dan. Draga Milenka, srečanja s teboj, nadvse se veselimo, ko v novem domu v tvojem se dobimo. Iz srca svojega oddajaš nam toplino in odganjaš nam temačnih misli zimo. Z majhnimi darili skušamo te razvedriti in tako z bogato dušo tvojo kup se zliti. Za nas nikoli ne pozabiš pomoliti in nikoli ne uspe ti solze sreče skriti. Ne veš, kako smo ti za srečanja hvaležni, besede tople in nasmeh tvoj bežni. Ob slovesu mi lepo je dotakniti lice tvoje, ko čutim toliko topline in iskrenost čustev svojih. Ko skozi duri pride mrzla zima bela, Milenka draga ostani zdrava in vesela. Jutri, ko prihaja praznik tvoj obleti, v duši svoji moraš li zapeti. O, kako lepo je še živeti, ko vrat te ima v svet. Uspešno nekako tudi spadati v to vrstno obliko. Tako da moram reči, da je bil zelo velik užitek in veselje pregledati vse to in prepisati. Tako da mislim, da smo se vsi v družini imeli zelo luštno, ker smo rihtali te zadeve. Tako da vsaka čast. Mislim, da so še sovaščani želeli izraziti eno lepo misel. Tole pač ni pisem, nekaj skromnega. Najprej hvala lepa, ker ste nas vse povabila. Sovaščani, so krajani in prijatelji. Smo zelo veseli, da smemo živeti skupaj z vami. In smo vam nekaj v spomin napisali. Draga prijateljica Milena, ko vas je bolezen prisilila, da zapustite svoj dom, svojo vas in prijatelje, ste mislili, da je to konec. V resnici je nov začetek, saj ste, kot pravite in čutite, prišla v nebesa. Hkrati z vami smo srečni vsi, ki vas imamo radi.
Že dolga leta vas občudujemo zaradi vaše vedrine in velikega umetniškega talenta, ki ga z veseljem razdajate vsem ljudem. Vaše slike in pesmi so tako velik del spomina, ki ga imamo na življenje z vami. Iskrena hvala vsem, ki so z izdajo knjige vaših pesmi omogočili, da bo ta spomin ostal še dolgo potem, ko vseh nas ne bo več. Ostal bo zapisan v arhivih Koroške doline, predvsem pa med ljudmi, ki bodo pripovedovali o vrhničanki Mileni Kraševec po domači Živanovi, ki je živela z Adolfovimi in ustvarila te lepe pesmi. Želimo vam lepo življenje v vaših nebesih še naprej, z ljubeznijo in občudovanjem, vsi, ki smo podpisani čestitki in tudi vsi tisti, ki niso mogli priti, pa vas imajo enako radi. Hvala vsem, da ste tako obogatili današnji dogodek, vsi, ki ste sodelovali. Prosim še za zadnjo pesem pevke z Loške doline, ki bodo zapele pesem Slovenka sem. Slovenka sem, Slovenka čem ostati, rodila mene je slovenska mati. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem. Po žilah teče mi slovenska kri, slovensko srce v prsih bije mi, slovensko srce v prsih bije mi. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem. Slovenski hiši mi je zibel tekla, slovenska mati meni kruh je pekla. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka
si je domovina moja mala. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem. Naj bom kjerkoli svoj slovenski dom cenila in ljubila vedno bom. Cenila in ljubila vedno bom. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem. Hvala lepa. Sedaj bomo ta naš dogodek počasi zaključili. Čeprav je bilo že veliko zahval izrečenih, mislim, da je prav, da se na koncu res zahvalim še vsem, ki ste sodelovali v tej knjigi. Seveda najprej hvala gospe Mileni Kraševec, da je z nami delila ta svoj duhovni svet, ki nas vse bogati. Hvala sogovorniku, gospodu Edu Šegi, za vso zagnanost, za pomoč pri pripravi te zbirke in tudi današnje predstavitve. Hvala Talita Kum, Zavodu Postojna, direktorici Marici Karnovič in socialni delavki Miheli Zalepcina za posluh, za vso pomoč pri organizaciji tako teh delavnic, ki jih smo 2 leti pri vas izvajali, kot seveda za vse, kar smo uspešnega sedaj lahko naredili. Hvala seveda tudi sofinancerjem, Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, gospodu Istiku Valenčiču, Edu Šegi in Talita Kum Zavodu Postojna, ki so pomagali tudi, da je nastala ta pesniška zbirka. Hvala tudi pevkam, Društvo upokojencev Loška dolina za zelo lepo in doživeto odpete pesmi in sestri Luciji za igranje orgel. Še nekaj zahval za malo kasneje. Hvala Kseni Zajc, Mojci Relič in Majdi Eržen za peko peciva, ki ga bomo kmalu lahko okusili. Za domače vino pa Mirku Šabjanu in Kosti Virantu. Posebna zahvala pa velja Vladimirju Slejku za postavitev slikarskih stojal in za pomoč pri pripravi likovne slikarske razstave, ki sem jo omenila, ki je pred vrati zavoda, razstave Mugin Miljene Kraševec. Seveda pa v svojem imenu in v imenu naše vodje Slovenske matice, tajnice urednice, doktorice Ignacije Frideljac, tudi jaz voščim in želim vse najboljše gospe Miljeni Kraševec in bom rekla tako lepo po slovensko, Bog vas živi še mnoga leta. In želim vam še veliko ustvarjalnih trenutkov in veliko časa za nje. Ena je 104 leta stara. Imate še veliko časa za novo pesniško zbirko. No, seveda. Ni nič, cel gospodar pri nas se ni od 80 let naprej nič prostovoljčil. In pomaška da čisto. No, vabim vas torej seveda vse k ogledu razstave in seveda k pogostitvi in pa tudi k nakupu knjig, ki jih danes lahko dobite po znižani ceni in seveda, kar je najpomembneje, s podpisom avtorice. Sedaj pa prosim še sestro Lucijo še za sklepno melodijo, s katero zaključujemo današnji večer.